Pozdravljeni. Danes, 29. januarja 2022, smo lahko prebrali, da pri ekipi Red Bull niso bili uspešni pri crash testu. In v naslednjih minutah bomo skušali ugotoviti, kaj to pomeni. Ko sem zjutraj zasledil to novico, moram priznati, da sem bil kar malce skeptičen. Kako je možno, da so pri Red Bullu v taki zamudi in s takimi težavami? Po drugi strani, objavljena je bila na italijanski verziji znane spletne strani motorsport.com. To je en izmed mojih najljubših virov, kjer sem pogostokrat videl, da njihovi novinarji imajo enkratne vire in mnogokrat se zgodi, da novico napišejo oni, drugim, vključno z menoj, pa prepustijo to, da jih enostavno prepišemo. Tudi sami trdijo, da gre za nepreverjene novice, ampak iz tega, da pri Red Bullu niso opravili crash testa in iz dejstva, da je bila novica objavljena 29. januarja, lahko pridemo do mnogih zanimivih zaključkov. In prvi je vezan na zamudo. Namreč, kolikor je bila novica objavljena danes, 29. januarja, lahko sklepamo, da pri Red Bullu so imeli težave v sredo, četrtek ali petek, torej 26., 27. ali 28. januarja. Kolikor primerjamo ta datum, naprimer, z opravljenim testom pri ekipi Haas ali skuderiji Ferrari, bomo videli, da v tem trenutku so pri Red Bullu v zamudi najmanj za 4 tedne. To, da niso prestali crash testa iz tehničnega vidika, ni tako velika težava. Namreč vrnili se bodo v svojo tovarno, vzeli novo šasijo, jo ojačali na določenem delu z dodatno kožo iz ogljikovih vlaken na notranji strani, ter ponovno opravili test in ponavadi to zadostuje. A vsa ta operacija vzame še najmanj teden dni. Torej, lahko bi sklepali, da z razvojem šasije RB18 so sedaj v tem trenutku pri Red Bullu v zamudi za najmanj 5 tednov. Je to mogoče posledica tistega razvoja, ki so ga imeli pravzaprav do zadnje dirke v sezoni 2021 na modelu RB16B? Sicer ne vem, ampak možno je sklepati tudi v tej smeri. Videli smo pri njihovih nasprotnikih, pri tovarniški ekipi Mercedes, da so predvsem v srednjem delu sezone popolnoma opustili razvoj svojega bolida dvojni V12. A to, da pri Red Bullu so imeli težave s crash testom, ima tudi določene tehnične zanimivosti. Pred nekaj dnevi sem govoril o porastu mase na samih bolidih in v zadnjem delu je bila zanimiva povezava med medosno razdaljo in samo maso šasije. Adrian Newey je znan po tem, da rad ustvari ekstremne šasije in ekstremne tudi v takih pogledih, kar se tiče minimalne teže. V njegovi navadi je nekako izdelati projekt, ki je na meji možnega in kolikor je šel malček čez, raje doda nekaj malega, kot da bi šel kaj odvzemati. In ukolikor so imeli težavo v samem crash testu, lahko sklepamo, da novi Red Bull RB18 bo bolid z dolgo medosno razdaljo, blizu tiste maksimalne, ki jo dovoljuje pravilnik. Vsaj tako bi lahko sklepali. Po drugi strani bi lahko tudi sklepali, da so pri Red Bullu zapravili preveč energije pri prejšnjem razvoju RB16B in so sedaj v velikih težavah, ampak sam osebno dvomim v to.
Težava, ki se je pojavila sedaj v tem trenutku, pomeni, da pri Red Bullu enostavno nimajo velikega časa za kakšne korenite spremembe. Hočeš nočeš, bodo prisiljeni dvigniti maso same šasije. In to bi se moralo poznati na samem bolidu. Namreč, ukolikor velja teorija, da 10 kg višja masa pomeni med 2 desetinkama in pol ter 3 desetinkami in pol zaostanka na krogu, bi lahko tam dvig mase med 2 in 3 kilogramoma pomenilo najmanj 5 stotink počasnejši bolid. In pol desetinke je resen zaostanek, predvsem na začetku takega obdobja, kot nas čaka sedaj v sezoni 2022. Namreč že v začetku vidimo, da bodo imeli lahko pri Red Bullu kar resne težave. In sedaj se moramo zopet vrniti k njihovi časovni zamudi. Namreč po propadlem crash testu morajo narediti 3 šasije za prvo dirko v sezoni. In ukolikor bodo šli na testiranje samo z tisto šasijo, ki je prestala crash test, pomeni, da morajo v izjemno kratkem času napraviti še 2 novi šasiji, enaki oni, ki je prestala crash test za prvo dirko. Na začetku mora imeti seveda vsak voznik svojo šasijo, plus prisotna mora biti tudi rezervna, kot vam je dobro znano. A to ni tako velik problem. Problem je, da v tem primeru bodo morali opustiti izdelavo drugih rezervnih delov, ki so lahko prav tako pomembni na začetku te sezone, kajti skorajda noben del, ki so ga imeli na zalogi od prej, ne pride več v poštev. In to po svoje zna biti velika težava, kajti ekipa bo prisiljena delati pod pritiskom in ko delaš pod pritiskom, lahko napraviš napake. In to je eden izmed tistih faktorjev, na katerega malo kdo pomisli. Ampak 5 tednov zamude v primerjavi s konkurenco je ogromno. In to zna biti lep pokazatelj, kako so se lahko pri Red Bullu v finalu prejšnje sezone tudi malček preveč posvetili tedanjemu bolidu RB16B in dobesedno pozabili na novega RB18. In to jih zna v tem trenutku še kako tepsti, seveda, če je novica resnična in če je zamuda res taka, kot sem jo opisal. Za enkrat glede tega zanimivega vprašanja je to vse. Hvala za vašo pozornost.